svetega Jožefa srce, prosi za nas pri Jezusu, prosi za nas pri Jezusu. Dragi dobri ljudje, iz srca dobrodošli pri novi oddaji o svetem Jožefu. Pred seboj imamo dragoceni dokument, ki ga je iz globine svojega srca in znanja zapisal blaženi papež Janez Pavel II z naslovom Odrešenikov varuh. Do sedaj smo iz tega dokumenta obdelali uvodne besede, potem prvo poglavje Evangeljski okvir in zakon z Marijo. V drugem poglavju pa smo se srečali s svetim Jožefom kot varuhom Božje skrivnosti. Poglobili smo se v očetovsko služenje svetega Jožefa, v popisovanje v Betlehemu, v rojstvo v Betlehemu, potem smo se srečali s pomembnostjo obreze in tudi to, da je sveti Jožef dal Jezusu ime. Poglobili smo se o darovanju Jezusa v templju, srečali smo se z begom v Egipt in premišljevali o Jezusovi navzočnosti v templju. In to poglavje končali s preživljanjem in vzgojo Jezusa v Nazaretu. Pri zadnji oddaji smo že začeli s tretjim poglavjem, ki ima naslov Pravičen človek in zakonski mož sveti Jožef. Poglejmo. Resnica, da je Marija zaročena z Jožefom, je zajeta v samem Božjem načrtu. To nakazujeta oba omenjena evangelista, Luka in Matej, in še posebej Matej. Besede namenjene Jožefu so zelo, zelo pomembne. Ne boj se vzeti k sebi Marijo, svojo ženo, kar je spočela je od svetega duha. Poglejte, te besede razložijo skrivnost Jožefove žene. Marija je devica v svojem materinstvu. Sin Najvišjega si v njej prevzame človeško telo in postane sin človekov. Ko Bog z angelovimi besedami nagovori svetega Jožefa, ga nagovori kot moža device iz Nazareta. Kar se je zgodilo v njej po delovanju svetega duha, je hkrati posebna potrditev zakonske zveze, ki je med Jožefom in Marijo že obstajala. Božji sel Jožefu jasno pove: ne boj se vzeti k sebi Marijo, svojo ženo. Kar se je zgodilo prej, poroka z Marijo, se je zgodilo po Božji volji in je moralo tako ostati. V svojem Božjem materinstvu mora Marija še naprej živeti kot devica, poročena z možem. Jožef v besedah
nočnega oznanjenja ni slišal samo Božje resnice o tej nedopovedljivi skrivnosti, o nedopovedljivem poklicu svoje žene, ampak je v njih ponovno slišal tudi resnico o svojem poklicu. Tega pravičnega moža, ki je v duhu najplemenitejših izročil izvoljenega ljudstva ljubil devico Marijo iz Nazareta in se z njo povezal v zakonski ljubezni, je Bog ponovno poklical k tej ljubezni. Jožef je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi. Kar je spočela, je od Svetega Duha. Vprašam vas, ali ni treba spričo teh izrazov sklepati, da je bila tudi njegova človeška ljubezen prerojena po Svetem Duhu. Vprašam vas, ali ni treba misliti, da Božja ljubezen, ki je bila izlita v človekovo srce po Svetem Duhu, oblikuje vsako človeško ljubezen na najpopolnejši način. Oblikuje tudi, in to na čisto poseben način, zakonsko ljubezen med zakoncema in poglablja v njej vse tisto, kar je človeško vredno in lepo, in tisto, kar nosi znamenja izključne predanosti, osebne zaveze in pristnega občestva skrivnosti Svete Trojice. Torej, Jožef je vzel svojo ženo k sebi, čeprav se ji ni približal, je rodila sina. Te besede razodevajo še drugačno zakonsko bližino. Globina te bližine, duhovna moč združenja in stika med osebama, moža in žene, izhaja končno od Duha, od Svetega Duha, ki oživlja. Poglejte, Jožef, pokoren Svetemu Duhu, je prav v njem našel vir ljubezni, svoje zakonske ljubezni moža, in ta ljubezen je bila večja kot tisto, kar je pravični mož mogel pričakovati po zmožnostih svojega človeškega srca. Poglejte, kakšne neslutene globine. In ko v bogoslužju slavimo Marijo kot povezano z Jožefom, s pravičnim možem, z vezmi zakonske in deviške ljubezni, gre pravzaprav za dve ljubezni, ki skupaj, ne pozabite, skupaj predstavljata skrivnost Cerkve, device in neveste, katere simbol je zakon Marije in Jožefa. Devištvo in neporočenost zaradi Božjega kraljestva nista v nobenem nasprotju z dostojanstvom zakona, temveč ga predpostavljata in ga potrjujeta. Zakon in devištvo sta dva načina, kako izražati in živeti eno samo skrivnost
zaveze med Bogom in njegovim ljudstvom. To pa je skupnost ljubezni med Bogom in med ljudmi, pomeni med nami. S popolnim darovanjem sebe izraža sveti Jožef svojo velikodušno ljubezen do Božje Matere s tem, da se ji podari v zakonu. Čeprav je odločen, da se umakne, da ne bi oviral Božjega načrta, ki se je pravkar uresničeval v njej, jo po izrecnem angelovem ukazu obdrži pri sebi in spoštuje njeno izključno pripadnost Bogu. Po drugi strani pa je bil sveti Jožef deležen svojega edinstvenega, enkratnega dostojanstva in pravic do Jezusa prav preko zakona z Marijo. Gotovo je dostojanstvo Božje Matere Marije tako visoko, da ne more biti na tem nič ustvarjenega. Toda, ker je bil Jožef združen s preblaženo devico zakonsko zvezo, se je nedvomno bolj kot kdorkoli približal temu najvišjemu dostojanstvu, po katerem Božja Mati Marija tako zelo prekaša vsa ustvarjena bitja. Zakon je izmed vseh najintimnejša skupnost in prijateljevanje oseb, ki po svoji naravi vsebuje skupnost dobrin med zakoncema. Ko je dal Bog Jožefa za moža devici, ji ni dal samo življenjskega spremljevalca in pričo njene deviškosti ter čuvarja njene časti, ampak tudi na temelju same zakonske zveze tistega, ki je deležen njenega vzvišenega dostojanstva. Poglejte, dragi bratje in sestre, vez najglobje ljubezni je oblikovana življenje svete družine. Najprej v betlehemski revščini, nato v izgnanstvu v Egiptu in končno v življenju v Nazaretu. Cerkev globoko časti to svetonažareško družino in jo postavlja kot vzor vsem družinam. Prav nazareška družina, neposredno vključena v skrivnost učlovečenja, je tudi sama posebna skrivnost. Kakor v učlovečenju spada k tej skrivnosti tudi pravo očetovstvo. Človeška oblika družine Božjega Sina, prava človeška družina, ki jo je oblikovala Božja skrivnost. V njej je sveti Jožef oče. Njegovo očetovstvo ne izhaja iz rodnosti, vendar ni navidezno ali samo nadomestno, temveč vsebuje popolno prisotnost človeškega očetovstva, očetove vloge v družini. To je posledica osebnega zedinjenja, namreč človeška narava,
prevzeta v zedinjenje z Božjo osebo, besede Sina, Jezus Kristus je to. Človeško naravo je v Kristusu prevzeto tudi vse, kar je človeško, posebej družina. Prva razsežnost njegovega bivanja na zemlji. Poglejte, v tej povezavi je prevzeto tudi Jožefovo človeško očetovstvo. Poglejte nezaslišane globine, morda jih slutimo prvič. Potem na čelu dobi svoj globoki pomen tisto, kar reče Marija mlademu Jezusu v templju. Tvoj oče in jaz sva te iskala. Veste, to ni konvencionalno izražanje. Kar reče Marija, Jezusova mati, odkriva vso resničnost učlovečenja, ki pripada skrivnosti svete nazareške družine. Jožef, sveti Jožef, ki je že od začetka v pokorščini vere sprejel svoje človeško, očetovsko nalogo in očetovstvo do Jezusa in v tem sledi luči Svetega Duha, ki se daje človeku po veri, je gotovo vedno globje odkrival ta neizrekljivi dar svojega očetovstva. S temi besedami je končano 3. poglavje, ki nas vedno bolj potaplja v brezmejno skrivnost svetega Jožefa kot odrešenikovega varuha. In tako začenjamo 4. poglavje, ki se bo dotikalo vsakogar od nas in ima naslov Delo, izraz ljubezni. Prav delo je eden vsakdanjih izrazov te ljubezni v življenju nazareške družine. Evangeljsko besedilo natančno pove, s kakšnim delom je Jožef v svoji družini zagotavljal življenjska sredstva. Kot gotovo veste, bil je tesar. Ta preprosta beseda označuje vsa leta Jožefovega življenja. Za Jezusa so to leta njegovega skritega življenja v Nazaretu, o katerem govori evangelist po dogodku v templju. Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret, ter jima je bil pokoren. Poglejte, ta podreditev, se pravi Jezusova pokorščina v sveti nazareški hiši, se razume tudi kot udeležba pri Jožefovem delu v delavnici. Tisti, ki so ga imenovali tesarjev sin, se je izučil pri svojem domnevnem očetu. Če je v redu odrešenja in svetosti
sveta nazareška družina zgled in vzor za vse človeške družine. Lahko to rečemo tudi o Jezusovem delu ob tesarju Jožefu, o njegovi delavnici in na terenu. V našem času je Cerkev to med drugim poudarila celo z liturgičnim spominom svetega Jožefa, delavca, ki ga praznuje 1. maja. Poglejte, človeško delo, posebno ročno, ima v evangeliju izjemen, da ne rečem izreden poudarek. Vključeno je v skrivnost učlovečenja, hkrati človeško naravo Božjega Sina. Prav tako pa je bilo tudi odrešeno na poseben način zaradi delavnice, kjer je izvrševal svoj poklic skupaj z Jezusom, je Jožef človeško delo približal skrivnosti odrešenja. Sedaj lahko slutimo, tudi naše delo je po svetem Jožefu in z Jezusom nekaj posvečenega. Seveda, če je to delo izvršeno v ljubezni. V Jezusovem človeškem napredovanju, v modrosti in starosti in priljubljenosti je imela krepost marljivosti poseben delež, saj je delo dobrino za človeka, ki spreminja naravo in dela človeka v določenem pomenu celo bolj človeka. Pomembnost dela v človekovem življenju zahteva, da v njem spoznamo in sprejmemo prvine, da bi vsem ljudem pomagali, da se z delom približajo Bogu stvarniku in odrešeniku, da sodelujejo pri njegovem odrešenskem načrtu glede človeka in sveta in v svojem življenju poglabljajo prijateljstvo s Kristusom, ko po veri živo uveljavljajo svoj delež pri njegovem trojnem poslanstvu, duhovnika, preroka in kralja. Končno pa gre za posvetitev vsakdanjega življenja, za katero se mora vsak prizadevati ustrezno svojemu položaju in po vzoru, ki bi ga lahko vsi dosegli. Sveti Jožef je vzor ponižnih, ki jim krščanstvo postavlja visoke cilje. Sveti Jožef je dokaz, da niso potrebne velike reči, če hočemo postati dobri in pravi Kristusovi učenci. Poglejte, potrebne so samo navadne, človeške, preproste, a resnične in prave kreposti. In te kreposti želim vam, po vzoru svetega Jožefa, dragi bratje in sestre, ki sledite temu dajem o našem največjem vzorniku, svetem Jožefu, možu preblažene Device Marije in varuhu samega odrešenika Jezusa Kristusa.